Dobro jutro, drago moje Šmarje. In danes bi spregovorila o enem zelo neprijetnem občutku v našem telesu. In moram priznati iz izkušenj, tudi te občutke doživlja ogromno ljudi. In to je vrtoglavica. Vrtoglavica gre za en ta neprijetni občutek, ki preplavi celotno naše telo, glavo. Lahko se to kaže v obliki vrtenja, lahko se to kaže v obliki oziroma občutenja, kakor da padamo, lahko se pokaže v obliki zanašanja pri hoji, lahko kakor da nekako letijo predmeti okoli nas, ali pa kakor da se svet okoli nas vrti. Gre za izredno neprijetno stanje, ki lahko nekako zelo ohromi naše življenje, lahko tudi zmanjša samo delovno sposobnost človeka in lahko vodi v depresijo. Zdaj, samo stanje lahko je samo hipno in potem v trenutku preneha, lahko pa poteka samo stanje več ur ali celo več dni. In v tem primeru lahko samo vrtoglavico spremlja tudi izredna slabost, lahko tudi bruhanje. Ko pa se nekako zaključi ta občutek vrtoglavice, to vodi v hudo izčrpanost celotnega organizma in pa tudi hude glavobole. Tako da je izrednega pomembna v prvi fazi nekako iti k zdravniku in samo odkriti vzrok vrtoglavice, potem pa seveda je potrebno neko primerno zdravljenje. Vendar sama resnica je ta, da nekako ne obstaja nekega zdravila proti vrtoglavici. Se je pa zelo dobro, so se izkazale ravno vaje za ravnotežje. Namreč z vajami za ravnotežje nekako ponovno možgani prevzamejo kontrolo nad temi ravnotežnimi strukturami v našem telesu in seveda, če jih izvajamo redno, lahko bistveno zmanjšamo samo vrtoglavico in seveda potem tudi nekako povečamo kvaliteto življenja, ker ti ljudje se potem tako nekako tudi nekako ne upajo več izvajati nekih dejavnosti, ki jim izzovejo vrtoglavico. Tako da vaje bomo danes seveda, in če imate vrtoglavico, je današnje srečanje res izrednega pomena in je fino, da tudi izvajate vaje. In prva vaja, ki jo bomo izvajali, bo vaja, če imate morda vrtoglavico, ki se vam pojavlja kot v hoji in imate nekako moteno hojo, je izrednega pomena, da poskušate nekako poiskati fokus, lahko tudi na eno točko, če imate nekje, in poskušate res hoditi z fokusom na neko točko. Potem imamo naslednja faza, je faza, da izvajate hojo z ustavljanjem. Lahko tudi takole kot del nekega sprehoda, tukaj, in hoja z ustavljanjem in dodate zasuke glave, ker pogostokrat se vrtoglavica izzove z gibanjem glave. Se pravi, hoja z ustavljanjem, ustavite in obrat. Zopet nekaj korakov, obrat glave. Naslednja faza je, kjer obračate glavo kar med hojo. To je že malo bolj zahtevno. Pazite tudi, če se pojavi vrtoglavica, je pomembno, da se takrat ustavite. Ko se vam neha vrteti, lahko nadaljujete z vajo. Se pravi, naslednja. In potem, še naslednja vaja je vaja z obratom. In obrat naredimo za 180 stopinj. Hoja in obrat 180 stopinj. Se pravi 180 stopinj. In obrat 180 stopinj, kjer premikamo celo telo. Naslednja stopnja je stopnja, kjer bomo naredili obrat za 360 stopinj. In se zasukamo okoli svoje oči in nadaljujemo hojo. In ponovno. Še enkrat, se pravi tukaj, obrat 360 stopinj in hoja naprej.
Še naslednja, še malo težja stopnja je tako imenovana tandemska hoja, kjer bomo šli, prsti, pete, naslednje noge, prsti, peta, in zopet fokus na eno točko in, prsti, peta, in lahko grem potem tudi prsti, peta nazaj in fokus na eno točko pred sabo. In naslednja faza je tandemska hoja z obrati glave. To je že bistveno težje. In to bi bilo za danes vse. Lahko ene take ravnotežne vaje tudi, ker delate kot del nekega sprehoda, da malo tudi krepite samo ravnotežje, tudi v sprehodu. In to bi bilo za danes vse. Lepo se imejte in se vidimo prav kmalu. Vse dobro.